Pozdravljeni v oddaji Pregled tedna. V tokratni oddaji se bomo podali po poti spominov na preteklo leto in se ozrli na najbolj odmevne prispevke leta. Začnimo v duhu praznovanja z obeležitvijo 30-letnice turistike, ki je potekala na začetku leta. Včeraj je Fakulteta za turistične študije Turistika praznovala 30. obletnico svojega delovanja. Pomemben del dogodka je bila ustanovitev partnerstva za promocijo karier v turizmu s podpisom manifesta Turizem je priložnost, ki izpostavlja ključne cilje in aktivnosti za privlačnejšo prihodnost dela v turizmu. Glavni namen je seveda se povezati skupaj z vsemi šolami po celotni vertikali. Trenutno imamo 11 ustanovnih partnerjev tega partnerstva za promocijo kariere v turizmu. Naša ciljno usmerjene aktivnosti bodo usmerjene predvsem, kot sem dejal, v to, da bomo splošni javnosti, mladim, družinam sporočali, da če želimo imeti kvalitetne počitnice, moramo se pravi v te poklice pošiljati, se pravi mlade, da se bodo izobrazili, da bodo odgovorno razvijali Slovenijo kot turistično destinacijo. Se pa bomo svojimi aktivnostmi navezali na aktivnosti Slovenske turistične organizacije, ki že nekaj let, se pravi, tudi v sodelovanju z nekaterimi šolami postavlja, se pravi, promocijska orodja in kanale, kjer poskuša nagovarjati mlade, da turizem je priložnost. Dogodek so obeležili tudi z odprtjem razstave 30 let preteklosti za turizem prihodnosti. Začetki fakultete segajo v leto 1995, ko se je skozi evropski projekt Tempus razvila prva visokošolska institucija za turizem v Sloveniji. Turistika je od takrat proizvedla 3947 diplomantov. Letos je vpisanih 422 študentov, izvaja pa se 7 študijskih programov. Mogoče neki mejniki, zagotovo nastali smo torej kot samostojni visokošolski zavod, prvi v zgodovini Slovenije, in potem smo bili ustanovna članica Univerze na Primorskem. Takrat smo dobili to širšo družino, znotraj katerega se je tudi začelo povezovanje, naprimer na nekih disciplinah, kot so z humanistiko na področju dediščinskega turizma, torej lahko smo razvijali več, kot smo si prej lahko sami privoščili. Potem bi lahko rekli, en večji takšen dogodek se je zgodil, ko smo se začeli usmerjati v inovativnost, raziskovanje in spodbujanje inovativnosti. Takrat smo dobili na Svetovni turistični organizaciji skupaj Slovensko turistično organizacijo za en projekt nagrado za inovativnost, kar nam je dalo eno spodbudo, da še posebej usmerimo se vsebinsko v to. Tako smo začeli razvijati znanstveno revijo z področja turizma in inovativnosti, razvili smo doktorski študijski program Inovativni turizem, kar je spet peljalo še k nadaljnjemu razvoju. Potem smo vstopili v mrežo UNESCO-vih univerz, kar pomeni, da smo povezani dejansko s vsemi 5 celinami pri raziskovanju, poučevanju in izmenjavah. Tako da to bi bili mogoče eni takšni večje naši dosežki ali prelomnice, ki so nas utrjevali na tej poti. Z uvodnim dogodkom je tako fakulteta začela jubilejno leto, ki bo bogato s strokovnimi dogodki, razpravami in projekti, namenjenimi krepitvi turizma kot poklicnega področja in gospodarske panoge. Pa nam je vendarle uspelo vstopiti v leto 2026. Širom sveta so na najdaljšo noč potekale številne prireditve, seveda pa ni bilo nič drugače niti v slovenski Istri. Za letošnjo novost so poskrbeli pri Numi Events, ki je premierno pripravila dnevno novoletno zabavo v cerkvi svetega Frančiška Asiškega v Kopru. V ritmih elektronike se je v sredo plesalo od 12. pa vse do 18. ure. Za vrhunec večera je poskrbela Estora, ki je koprsko občinstvo spoznalo že poleti na Numatroniku. Meni se zdi, da smo pričarali en tak čaroben, energičen konc leta. Ne bi si mogla želeti boljšega zaključka, kakor da sem delala točno to, kar si želim in točno to, kar mi je najboljš. In se mi zdi, da bomo naslednje leto začeli v res takem dobrem tempu, z veliko ljubezni, stvari, ki jih radi počnemo, in jaz sem se imela res ful. Organizatorji so med njenim nastopom pripravili tudi tradicionalno odštevanje, ki se je malce ironično zgodilo nekaj ur pred uradnim prehodom v novo leto. Kako pa na tovrstne zabave gledajo glavni akterji, torej glasbeniki? Definitivno, tudi prvič nisem še vrtel muzike, mislim, čez dan mogoče, da se kje začelo, ne v taki uradni zabavi, da se še tako zgodaj posnuje.
Tako da super je kot nek eksperiment, ne? Tako da bomo videli, se mi zdi cool ideja. No? Sploh pa v tem prostoru, ne? Ker je danes poteka event. Mislite, da se bo to obdržalo, da bo še več takšnih zabav ali bo za Slovenijo to težko sprejeto? Mogoče, če se vztraja, da se ljudje navadijo, ne? Mogoče bi to lahko prišlo v neko navado, ali da je pač več točk, ne? Nekje tle začneš, pol, da imaš še naprej evente zažurati. Mogoče bi mogli biti več točk narejenih, ne? Tle dnevna zabava, pol je neka nočna, ne? Tako bi naredil jaz mogoče v prihodnje. No? Pravkar z odra, še 5 minut nazaj sem gor igral, super občutki, odlično vzdušje. Mi je nekaj posebnega takole ob tej uri, v času kosila, ampak nič narobe. Meni se zdi to izjemna ideja. Predvsem, ker je nekaj posebnega. V bistvu je dogodek, tako da nekako združuje vse naenkrat. Prideš pogledat, kaj se dogaja, greš potem po dogodku še nekam posebej, tako v bistvu lahko razporediš plane, ki jih imamo vsi veliko, sploh v prazničnih dneh, ko želimo vse videti, vse pozdraviti, vsem čestitati, voščati praznike. Je v bistvu res nekaj posebnega. Prva sta se na odru predstavila prav Benjamin Šok in Abel Modic, ki sta združila elektronsko glasbo in violino. Kombinacija je bila fantastična, odzivi publike pa so bili prav tako izvrstni. Marsikomu se je ob njunem nastopu porajalo vprašanje, kje sta dobila idejo za sodelovanje. Pravzaprav sva se prvič srečala z Benjaminom na eventu Tartini Elektronik v Portorožu. Takrat sva v bistvu prvič prišla v stik. In skupna točka takrat je bila, da sva oba nekako predstavljala remikse, najin remix, on svojega in jaz svojega Tartinijevih skladb. In potem je prišla ideja, zakaj pa ne bi midva skupaj sodelovala, a ne? In me je pravzaprav on poklical, če bi bil da bi zaigral njegov remix After Tartini v živo, ker je zelo boljš, da se v bistvu igra v živo, kot da se samo predvaja. V bistvu neka dodatna pika na i oziroma češnjica na torti. Danes smo pa valjda, ker je v tem super placu, ne, to ful paše, smo še enkrat izvajali komad, s tem, da sem ga izvajal kot DJ setu, on pa je igral to violino, ki je original komadu zraven. Ne. Tako da plus tega, da sem priredil set, da je v tem stilu, da paše tako violina čez, no, da je malo bolj progresivna, da je malo več melodij tudi, ne, tako mešano. Na odru sta se sicer poleg že omenjenih ustvarjalcev predstavila tudi Ian F. ter Denis Horvat. Vsekakor je bila tokratna dnevna zabava nekaj posebnega, v naslednjih letih pa bomo videli, ali se bodo tovrstni dogodki v Sloveniji obnesli, kot se denimo že drugod po Evropi. V Ankaranu so otvorili pokopališče, ki je bilo do sedaj nagrajeno z Zlatim svinčnikom 2025 za odlično realizacijo. To je že 3. ugledna nagrada za novo pokopališče, ki je začelo delovati v februarju. Ankaransko pokopališče, na izgradnjo in ureditev katerega so občani čakali dobri 2 desetletji, je skoraj že povsem dokončano. Novo zgrajeno področje je največji projekt lokalne skupnosti do sedaj in obsega poslovilni objekt, 3 grobna polja s skupno 536 grobovi, med katerimi je 110 klasičnih, 246 talnih žarnih in 180 zidnih žarnih grobov ter polje za raztros pepela. Grobna polja so obdana z opornimi zidovi in povezana s potjo. Pokopališče je del odprtih javnih površin, povezanih z mrežo javnih poti. Na severni strani pokopališča bo urejena povezovalna peš pot z naseljem. Ta del bo zaključen predvidoma v letu 2026. Danes je naše pokopališče narejeno predvsem kot prostor spominjanja, kot prostor, ki pravzaprav v človeku vzbudi te občutke, naj se na ljudi, na svoje drage, na svoje pokojnike spomnijo bolj sami s svojimi občutki, ne pa toliko zaradi spomenikov, ki jih postavljamo. Zato so tudi grobna polja tako urejena, zelo minimalistično, predvsem, da vzbujajo nek razmislek.
Pokopališče je bilo na obravnavano lokacijo umeščeno že s prejšnjim občinskim načrtom mestne občine Koper, zanj pa je bil izdelan zazidalni načrt, na podlagi katerega se je začela gradnja, ki je bila zaradi spremenjenih interesov takratne občine ustavljena, območje pa preusmerjeno v turistične namene in predano zasebnemu lastniku. Ta je med letoma 2012 in 2014 predelal objekt in ga preoblikoval v turistični apartma, za kar je upravna enota Koper leta 2011 izdala gradbeno dovoljenje. Kljub temu objekt zaradi močnega nasprotovanja krajanov ni bil nikoli v celoti dokončan, niti ni zaživel v novi funkciji. Tudi potem, ko je bilo že pridobljeno gradbeno dovoljenje, ko smo že potem tudi sklenili gradbeno pogodbo, po postopku javnega naročila se je zgodila vojna v Ukrajini in cel kaos pravzaprav na področju cen materialov in tudi dela. Smo morali zaradi tega, ker je izbrani izvajalec vstopil ponovno v javno naročilo, seveda pa je pri tako velikem projektu se zgodilo še cel kup nepredvidenih zapletov pri sami gradnji, pa tudi včasih zaradi neresnosti samega izvajalca. No, ampak danes z veseljem končno zaključujemo to zgodbo in smo res veseli, da smo pripeljali projekt do konca. Pokopališke in pogrebne dejavnosti na pokopališču se bodo začele s 1. marcem. Nadaljujemo s športnimi novicami, kjer se je v jadranju podiral Guinnessov rekord. Poglejmo, kaj točno se je zgodilo. Čau, midva sva Jona in Luka. Skoraj ravno kar sva naredila, oziroma prevozila, prejadrala 347 navtičnih milj, krat 1,852, da dobimo kilometre in takoj, ko bo zadeva verificirana, bova nova aktualna svetovna rekorderja oziroma nosilca Guinnessovega rekorda. Petko. Bravo. 4 dni, 6 ur in 27 minut sta oče Luka Kobler in hči Jona Kobler potrebovala za postavitev novega Guinnessovega rekorda za jadralski podvig, ki sta se ga lotila prejšnji teden. Naenkrat sta prejadrala 347 navtičnih milj oziroma več kot 642 kilometrov in s tem podrla rekord v najdaljši prejadrani razdalji v dvoje z jadrnico tipa dingi, brez pomoči in brez dotika kopnega. Zdaj je prišlo čisto spontano, ampak pravzaprav čisto spontano, ko sta se z Jono na enem družabnem dogodku malce pohecala, kaj če bi šla napadati obstoječi rekord. Tako da v osnovi je bilo to mišljeno kot neka družinska pustolovščina, nekakšen oče in hči team building. No, potem je pa skozi čas nekako logična posledica vsega skupaj bila pa, da to povežemo na nek večji smisel in ozaveščanje o pljučni hipertenziji je bila absolutno tista prva misel, na katero smo potem štartali z vso močjo. Iz izolske marine sta se 16-letna Jona in njen oče odpravila na pot, ki sta jo zaključila v Lombardi na otoku Korčula. Poleg njiju je plula tudi posadka z vremenoslovcem, ki je sledil tokovom in vremenskim napovedim, s katerimi je lažje usmerjal in protagonistoma utrjeval pot do cilja. Velik izziv je predstavljala tudi ladica tipa dingi, s katero sta opravila rekord, saj gre za netipično jadrnico za tovrstne podvige. Kljub temu, da vsebuje 3 jadra, nima kabine ter obtežene kobilice, poleg tega pa je hitra in izjemno lahka, saj tehta okrog 75 kg. Mi povedal, ko smo se čez kanal med Pakljanimi pa Hvarom vozili, ko je burja že pihala in si rekel, pripravita se, ker tam za mestom že kar nažiga. Nisem mislila, da bo tako podolgo, kaj je bilo. Verjetno sem eno obrv malo prezdignil, ker sem rekel, 3 pikce, a še močnejš. No, pa ko je sekal, mame je v bistvu stera vrgal to, da nam je navigacijska luč crkala, ampak to, da ste bili vi spredi, to je bilo v bistvu lifesaver. In tudi potem, ko smo se v bistvu vozili ob Hvaru, je bila čista orca, lepo ob obali, v bistvu nepraktično, ampak dejansko nemogoče je na telefonu gledati navigacijo. Kurs, jadro,
ob tistih refolih. Jaz bi prav rad bi videl, ne zdaj tukaj z Vindijom primerjamo, rad bi videl kakšne lokalne meritve, ampak mogoče to je moje subjektivno mnenje, ampak jaz mislim, da so sunki bili sigurno 30 vozlov. Kot smo uvodoma dejali, je imela misija brez sape, kakor so podvig poimenovali, tudi drug pomen, saj je vse skozi ozaveščevala o pljučni hipertenziji, s katero se sooča tudi Lukova žena oziroma Jonina mama in lahko privede do presaditve pljuč, srca ali pa celo do smrti. Bolezen se hitro širi, pojavljajo pa se simptomi, ki jih velikokrat pripisujejo kronični utrujenosti, debelosti ali drugim boleznim, kot sta astma in COPD. Na spletni strani pravkar končanega projekta Ionuka 400 so za konec zapisali misel, ki velja tako za bolnike omenjene bolezni, kot za jadralska rekorderja. Ko te vodi močna želja, te strah ne ustavi. Sredi leta so Koper preplavili elektronski ritmi, ko je DJ Umek skupaj z drugimi DJ-ji in DJ-kami nastopil na Bonifiki ter razprodal elektrodogodek poletja. Julij se neustrajno približuje in s tem tudi vrhunec letošnjega poletja v slovenski Istri. 12. julija bo namreč parkirišče ob koprskem stadionu Bonifika gostilo prvi Numatronik Istra Electro Night, ki bo na obalo prinesel najboljše, kar ponuja elektronska glasba. Na odru bo stal DJ Umek, pionir slovenske elektronske glasbe in eden najuspešnejših tehnoproducentov na svetu, ki se lahko pohvali z rekordnimi 13 uspešnicami na prvem mestu Beatport lestvice. Njegovi največji hiti vselej odmevajo na največjih festivalih, njegov prepoznavni zvok pa je moč zaslediti tudi v priljubljenih Netflixovih serijah ter videoigrah. Na odru pa ne bo sam, saj se mu bodo pridružila še nekatera zveneča imena. Ja, eni so v bistvu moji prijatelji že leta in leta. Z drugimi, recimo z Zelaktom, lahko povem, z njim sem navezal stik med korono, ko se je hotel naučiti. In sem ga učil produkcije. V resnici pa zdaj že marsikatero stvar tudi skupaj narediva in je zelo zabavno delati z njim. Potem je tukaj Estora, tisti, ki ne poznate, Gaja Prestor, se je podala v DJ-ske vode. Jaz sem prevzel mentorstvo vlogo, naučil sem jo vrteti, tako da ja, zelo dobro vrti, drugače ne bi šla za playerje. Gumija, pač on je tudi težko kategornik slovenske scene že leta in leta. In pa Sam Wolf, s katerim sva prijatelja, tudi zdaj že 5 let skupaj sva delala različne komade skupaj, bila na večjih turnejah, pridružil se mi že enkrat v Kurčlusu v Ljubljani na moji 30-letni obletnici, sem prav to rekel. Pa veliko sva po Ameriki skupaj vrtela, tako da sva prijatelja in pričakujem super noč, prav zato, ker mislim, da bo res dober vibe, muzika bo prava, atmosfera je dobra, lokacija, organizacija, vse števa. Numatronik hkrati napoveduje novo elektronsko tradicijo na slovenski obali, kjer bomo doživeli nepozabno noč udarnih bitov, divjih dropov in ekstatične plesne energije pod zvezdami. Z začetkom šolskega leta je Koper obiskal italijanski predsednik Sergio Mattarella. Poglejmo, kaj je bil razlog za njegov prihod. Dobrih 200 učencev in dijakov italijanske osnovne šole in gimnazije je novo šolsko leto začelo v povsem prenovljeni stavbi Collegio dei Nobili v Kopru. Obnova je potekala 2 leti, vredna pa je bila skoraj 10 milijonov evrov. Včerajšnjega slavnostnega odprtja so se poleg koprskega župana Aleša Brežana udeležili tudi predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar in italijanski predsednik Sergio Mattarella. Italijanska narodna skupnost v Sloveniji danes vstopa v stavbo, kjer se bodo mladi lahko učili drug od drugega, spoznavali svet okoli njih in dobili navdih za nadaljnjo življenjsko pot. Tudi v Italiji so poroštvo za vzajemno sobivanje mladih rodov državne šole s slovenskim učnim jezikom, ki jih ščitijo zakoni. Slovenske šole namreč obiskuje tudi veliko mladih iz neslovenskih družin ali tako imenovanih mešanih zakonov. Tako kot Slovenija podpira
razvoj italijanskih šol, si na drugi strani želimo in podpiramo krepitev avtonomije slovenskih šol v Italiji. To dragoceno poslanstvo slovenski šolniki v Italiji opravljajo vse od povojnega časa in pričakujem, da bodo s tem seveda nadaljevali. Ponosna sem, da je Slovenija vzpostavila dober sistem varstva italijanske narodne skupnosti. V občinah Koper, Izola, Piran in Ankaran delujejo javni vrtci, osnovne in srednje šole z italijanskim učnim jezikom. Slovenska država ne zapira italijanskih oddelkov zaradi manjšega vpisa, temveč zagotavlja njihovo ohranitev in razvoj v skladu s slovenskimi ustavnimi načeli. Stavba je bila leta 1612 ustanovljena kot prva šola v Kopru. V njej so se izobraževali tudi glasbenik Giuseppe Tartini, ekonomist in prosvetljenec Gian Rinaldo Carli, pisatelj Fulvio Tomica in drugi. Un restauro che non soltanto consentirà a voi studenti di entrare tutti i giorni in aule moderne e accoglienti, ma che serve anche a preservare un edificio storico di così grande importanza. Come ci è stato poc'anzi ricordato, il Collegio dei Nobili è infatti testimone di una secolare e ininterrotta tradizione nella formazione in lingua italiana. Avviene da 4 secoli, nella scuola per eccellenza di questa città. La scuola Pier Paolo Vergerio il Vecchio e il ginnasio Gian Rinaldo Carli portano già nella intitolazione l'importanza della formazione nella storia di Koper Capodistria. Poseg je zajemal celovito statično in energetsko sanacijo objekta, prenovo fasade, zamenjavo strehe ter dograditev nove telovadnice z ločenim vhodom. V notranjem atriju je bila izvedena manjša nadzidava, ki je skupaj z dodatnimi etažnimi posegi povečala uporabno površino šole na približno 2800 kvadratnih metrov. Stavba je po novem dostopna tudi gibalno oviranim osebam, saj je vanjo vgrajeno dvigalo. Obnova je prinesla tudi novo opremo, prenovljen pa je bil tudi atrij in dvorišče pred palačo. S prenovo stavbe je občina naslovila tudi prostorsko problematiko šol za potrebe italijanske narodne skupnosti v mestni občini Koper in občini Ankaran, obenem pa poskrbela za ohranjanje pomembnega spomenika kulturne dediščine. Železnično območje obstaja, to moramo ceniti kot eno izmed velikih bogastev, ki jih imamo, in morda tudi sporočiti širše svetu, da živeti v taki skupnosti, ki je več kulturna, ne predstavlja grožnjo za eno ali za drugo skupnost, ampak je to bolj plemenitenje celotne skupnosti. Predsednika sta svoj obisk Kopra nato nadaljevala na sedežu samoupravne skupnosti italijanske narodnosti v Kopru v palači Gravisi Butoraj, popoldne pa sta se v Pretorski palači sestala z občinskim svetom mestne občine Koper in si v stolni cerkvi Marijinega vnebovzetja ogledala lani restavrirano oltarno sliko Vittorija Carpaccia. V okolici Kopra je potekalo svetovno prvenstvo v Mori, ki je oživelo predmestje z glasnimi vzkliki in navijaškim duhom. Pretekli vikend je Pregara gostila 25. svetovno prvenstvo v Mori Mora Mondo. V starodavni mediteranski igri se je pomirilo približno 100 parov iz Francije, Španije, Italije, Slovenije in Hrvaške, prišel pa je celo igralec iz Avstralije. Naši fantje so že vrsto let hodijo okoli po svetu na različna prvenstva in tokrat se je ponudila priložnost, da bi lahko bilo to pri nas. Ni bilo drugih zelo zainteresiranih, tako da smo zgrabili priložnost in bo dejansko prvič prvenstvo na tem delu Mediterana, se pravi na vzhodnem delu, na multikulturnem območju v Istri, italijanska, slovenska, hrvaška.
Mora je stara mediteranska igra za 2 igralca, pri kateri vsak hkrati pokaže s prsti določeno število, običajno od 0 do 5, in hkrati napove skupno število prstov obeh igralcev. Če igralec pravilno ugane vsoto, zmaga to kolo in dobi točko, igra pa se običajno do vnaprej določenega števila točk, pri čemer strategija temelji na hitrem odločanju, predvidevanju nasprotnikovih vzorcev in opazovanju njihovih gest. V našem društvu organiziramo dejansko turnirje že več kot 20 let, tako da nekoliko že poznamo te zadeve. Ne sicer na takem nivoju, ampak recimo, da poznamo. In tudi že predtem je bil recimo naš turnir dejansko najbolj številčen, predvsem v zadnjih letih. In smo tudi že v okviru našega turnirja imeli veliko gostov, recimo tukaj iz sosednje Furlanije, tako da je bil že takrat malo širši krog udeležencev kot samo domačih lokalnih igralcev. Po skupinskem delu in izločilnih bojih, ki so potekali v soboto, je v nedeljo sledil veliki finale, kjer je bil razglašen nov svetovni prvak. Naslov svetovnega prvaka sta osvojila Loic Borillon in Melissa Hank iz okolice Nice. Dogodek je predstavljal simbol strasti, kulture in povezovanja mednarodnih skupnosti. Spremljevalni program je s koncerti, družabnimi srečanji in predstavitvijo bogate istrske dediščine še dodatno obogatil izkušnjo obiskovalcev. Poseben poudarek je bil namenjen tudi prenosu tradicionalne igre na mlajše generacije. V petek so v okviru mini olimpijade otroci iz prve triade osnovnih šol spoznali in preizkusili moro. Na dogodku je sodelovalo kar 450 otrok iz koprskih šol, kar nakazuje, da bo ta tradicionalna igra ohranjena tudi v prihodnosti. Konec leta pa smo v Marezigah dobili prvo oljčno fontano na svetu. Včeraj je bil za Marezige velik dan, saj so poleg vinske fontane zdaj bogatejše še za oljčno fontano. Gre za zgodovinski trenutek, saj je to sploh prva tovrstna fontana na svetu. Prvo naj povem, da vinska fontana je z nami že 7. leto bila in smo videli, da skoraj že vsi jo poznajo, vsi so dali skozi in smo videli, da moramo narediti korak naprej in smo se odločili, da zraven vina pa še najprej oljčno olje.
in zato pol smo nekako naše podjetje strnilo glave skupaj in si zadali idejo in zasnovo in pol tudi samo izvedbo oljčne fontane v Marezigah. Da pač nekako naredimo nekaj več kot drugi, ni dovolj, da imaš le gostilno, ni dovolj, da to, mogoče iz samega vidika podjetja je to, bom rekel, glede današnjega dne zelo težko, ker sami vemo, da je kader zelo težko dobiti, ampak treba iti s časom naprej. Bilo je potrebno narediti nekaj več in enostavno smo se pač potrudili, da se pač naredi še nekaj več tukaj v Marezigah. Na otvoritvi se je v središču vasi pri Kanavi zbralo veliko ljudi, ki jih ni prestrašilo niti hladno in vetrovno vreme. Dogodek so popestrile glasbene in plesne točke ter številni nagovori priznanih gostov. Dajmo si kot vsi skupaj utreti misli tudi na vso dogajanje, da je oljka simbol miru, da imamo to čast, da lahko z njo sobivamo. Dajmo deliti vrednote spoštovanja, povezovanja in graditi skupno boljšo prihodnost. Jaz verjamem v slovensko Istro, jaz verjamem v oljkarje in vinogradnike, kaj še vse skupaj zmoremo. Sistem oljčne fontane je podoben tistemu, ki ga obiskovalci že poznajo iz vinske fontane. Isto kot vinska fontana, samo da tukaj pač se prejme takole leseno dilo, v kateri so 3 žetoni. Z vsakim žetonom degustiraš eno vrsto olja. Za začetek smo izbrali 3 lokalna olja iz Marezig, Rojc, Sabadin in Sveti Kancijan iz Trušk. Tako da smo se osredotočili prav tle na našo krevno skupnost Marezige. Seveda pa v butiku imamo še vsa druga ustekleničena olja iz slovenske Istre. Bo to celo leto odprto ali samo ko je sezona? Tako, za začetek zdaj čez zimsko sezono bomo delali samo za vikende od petka do nedelje, čez poletje pa normalno, da bomo probali gostom ponuditi, bom rekel, čim daljši urnik, da lahko pač vsi tisti, ki pridejo v Marezige, saj vemo, da nismo to na neki regionalni cesti, v Marezige se pač moraš pripeljati z namenom, da prideš v Marezige, ampak vsekakor mislim, da v Marezigah ponujemo zelo veliko in je prav, da se ljudje obiščejo v Marezige in okusijo našo Istro. Dan prereza slavnostnega traku pa se ni zgodil slučajno prav na včerajšnji dan. 26. novembra namreč obeležujemo Svetovni dan oljke in prav je, da se simbolu Istre s takimi svečanimi dogodki tudi poklonimo. Kako pomalen rasa oljka. Kako bijelo in drobno cvete oljka. Kako vabež bijele oljka. Kako lepa je senca pod oljko. Kako kantajo ptice v oljke. Kako mirno je pod oljko. To je bilo za danes vse. V novem letu vam želimo obilo zdravja, zadovoljstva in uspehov. Srečno!